Je imela letošnja komisija veliko in težko delo? Prav gotovo, podobno kot lansko leto, je bilo tudi letos izredna konkurenca med posameznimi prijavami, tako na projektu učinkovite rabe energije, obnovljivih virov, kakor tudi za energetsko učinkovito podjetje. Torej, letošnji zmagovalci so znani. Lahko na kratko pojasnite, zakaj ste izbrali ravno te zmagovalce? No, zmagovalec za projekt učinkovite rabe energije za leto 2010 je lokalna energetska agencija Podravje iz Maribora za projekt energetskega upravljanja v osnovnih šolah in v vrtcih v mestni občini Maribor. V tem projektu so pokazali, da se da z majhnimi sredstvi, samo z spremljanjem porabe energije, z dvigom ozaveščenosti, zmanjšati stroške za energijo v javnih stavbah tudi do 10%. Drugi projekt na področju obnovljivih virov energije je zmagovalec Lido iz Vrhnike. V tem projektu je investitor pri zasnovi objekta sprejel odločitev, da na celotni stekleni fasadi vgradi integrirano fotovoltaično elektrarno v velikosti 35 kW. Poleg tega pa je v tem objektu vgradil tudi energetsko učinkovito prezračevanje in tudi sicer je stavba energetsko učinkovita. Tretji zmagovalec, kar zadeva odločitve naše natečajne komisije, pa je za naziv energetsko učinkovitega podjetja za leto 2010 Eko hotel v Bohinjski Bistrici. V tem hotelu pa so že v sami zasnovi, pri projektiranju, pri izvedbi in pri samem obratovanju zasledovali cilj energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje objekta in tudi sicer upravljajo s tem objektom izredno učinkovito. Poudarek je na geotermalni energiji, na izrabi toplote, s toplotnimi črpalkami, vključene tudi soproizvodnja toplote in električne energije. Torej, tudi danes smo poslušali, Slovenija je na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov nekje na enem področju malo za drugimi evropskimi državami, na drugem področju pa kar lovi korak z njim. Me zanima, kje se vam zdi, da je največji manko, ki ga imajo slovenska podjetja pri uvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije? Je to pomanjkanje stimulacije strani države, ozaveščanje ali gre zgolj za paziti na stroške? Zdi se, da na en način je to najbolj učinkovit motivator za krepitev ukrepov na tem področju. No, naša industrija, predvsem podjetja, ki imajo večje stroške z energijo, lahko rečem, da je v glavnem energetsko učinkovita in primerljiva z svojimi kolegi iz Zahodne Evrope. Primanjkljaj bi lahko rekel, da je predvsem v sami kulturi, menedžerski kulturi podjetja. Gre za to, da se tudi področje, ki ima majhen delež stroškov v celotnih področjih podjetja, torej da je to področje smiselno vključiti v menedžersko strukturo podjetja, sodelavce usposobiti in na ta način povečati energetsko učinkovitost in seveda s tem zmanjšati stroške in povečati svojo konkurenčnost.